Spoštovane, spoštovani, cenjena Svetlana, dobrodošli. Živimo v času, ko se razmere v svetu srhljivo zaostrujejo. Vojne, nemiri, radikalizacija političnega govora, rušenje vseh mednarodnih pravil, v resnici negotovost ni več abstrakten pojem, temveč postaja naš vsakdan. Obenem smo v času volitev, pri katerih ne gre zgolj za običajen politični. Ko sem pisala scenarij, sem mislila napisati ciklus, ampak bom napisala rekla cirkus. Na tehtnici je vse prej. Na tehtnici niso zgolj programi strank. Na tehtnici so sistemske varovalke demokracije. Na tehtnici so institucije, ki nas varujejo pred zlorabo moči. Na tehtnici je svobodna misel, pravičnost, prostor za protest, prostor za solidarnost. Česar si danes najmanj želimo je, da bi se poleg vsega, kar nas na dnevni bazi v bistvu navdaja z negotovostjo, morali ubadati in boriti še za osnovne naše pravice. Da bi se morali boriti za institucije, ki so jih postavljale generacije. Da bi naše otroke pošiljali v tuje vojne. Da bi pozabili na solidarnost. In konec koncev, da bi pozabili na to, kaj pomeni živeti v demokratični državi. Zato je knjiga, o kateri bomo danes razpravljali, izjemno pomembna. Naj se ponovim, knjiga Zoper desnico ni politični pamflet, ni knjiga za listanje ob kavi, ni zbirka gesel, vsekakor pa je dokument nekega časa. Avtorice Svetlane Slapšak mi vsekakor ni potrebno posebej predstavljati, vendar mi dovolite, da nanizam nekaj besed o njej. Antropologinja, klasična filologinja, publicistka, predvsem pa ena najprodornejših intelektualk v našem prostoru, s svojim raziskovalnim delom, z eseji in predvsem javnim angažmajem že desetletja razkriva vse manevre, tako oblasti kot ideologije in kulturne manipulacije. V pričujoči knjigi se ne loteva oseb, temveč vzorcev, ne čustev, temveč struktur in ne navijaštva, ampak analize. Predvsem pa vsem nam in sebi zastavlja pomembna vprašanja. Kaj se zgodi z družbo, ko se normalizira sovražni govor, ko se delegitimizira institucije, ko se manipulira z domoljubjem in, zelo pomembno, ko se briše politični spomin. Ta knjiga ni napad, je opozorilo. Je tisto nekaj ključnega, o čemer velja globoko razpravljati, in zato se nam danes vsekakor ponuja lepa priložnost. Pa bodi dovolj mojega monologa in prepustim besedo raje avtorici. Spoštovana Svetlana, uvodoma vam moram zastaviti vprašanje, ki se ponuja samo od sebe, pravzaprav je na dlani. In sicer o naslovu, poimenovala sem ga Politična semantika. Naslov Zoper desnico je neposreden, skoraj programski. A gre za normativno pozicijo ali za analitično kategorijo? In še, se vam zdi, da je že sama pozicija oziroma zahteva po obrambi demokratičnih standardov danes avtomatično označena za levičarsko pozicijo? Pa še eno podvprašanje, ali lahko naslov razumemo tudi kot vrnitev političnega jezika v jasnost brez eufemizmov? Vse to. Seveda.
Ampak gre za to, da sem pred prejšnjimi volitvami, torej 4 leta nazaj, sem izdala eno knjigo, ki je šla popolnoma neopazeno in se imenovala Strah in grožnja o sovražnem govoru v slovenski politiki. In v tej knjigi sem pravzaprav naredila nekakšen instrument, če hočete, mehanizem, analizo takšnega govora in sem sama seveda bila zelo zadovoljna, publika pa niti ne bi me precejšnji molk, ker takšne knjige pač, če nimajo, če hočete, svoje skupine teoretikov, pač enostavno izginejo. Ampak jaz sem pa imela aparat. In potem se je zgodilo nekaj zelo, zelo zanimivega in to je, da je prvi dan po volitvah začela predvolilna kampanja desnice. Prvi dan. Tako da sem takoj probala, poskusila, kako ta aparat deluje. In pa deloval je. Torej, naslov te knjige je rezultat raziskave. To je sklep. To ni parola, ampak je sklep. Desnica se je izkazala kot najmanj kvalitetna politična opcija v Sloveniji, kot tista, ki sistematično neguje sovražni govor. In nikoli ne neha, praktično nima ničesar drugega. Čeprav, recimo, v parlamentu se je zgodilo, če se ne motim, 3-krat, da se je desnica soglasila s predlogom koalicije. In to so pa ti dragoceni trenutki, ki kažejo na razum. Ampak namesto, da bi to izkoristili za glavno propagando, kot recimo politična opcija, ki je sposobna tega, pravzaprav desnica in posebej seveda SDS, skrivati kot kača noge. Te svoje, če hočete, trenutke razuma. Tisto, kar je zame bilo zelo pomembno, je, da vi pravite demokratične vrednote in seveda parlamentarna demokracija. Jaz moram priznati, da za tem ne stojim. Parlamentarna demokracija je pogojna zadeva, na katero smo se navadili. Volitve, ki jih bomo imeli 22. so tehnični postopek, ki omogoča, da se naredi nekakšna hierarhija znotraj parlamenta, ki naj bi bila funkcionalna. Jaz globoko verjamem, da to ni potrebno. Da ta premoč v parlamentu ni potrebna, da bi volitve morale biti drugačne in da ta trenutek večine se ne spoštuje. Parlamentarna demokracija ima to, recimo, prednost, da volitve organizira kot trenutek, ko se organizira nekakšna preventivna, tehnična, trenutna večina in potem v parlamentu se ves čas razpravlja o manjšinah, o posamezniku, torej o vseh državljanih. Vsi državljani so objekt parlamenta. Tako da večina pravzaprav vidimo, da nekaj ni v redu z večino že s tem, da na dan volitev ne smete imeti orožja in ne smete biti pijani. Torej, morate biti razumni. Ker to je ta trenutek, v katerem večina, ki ni razumna, da se razumemo, mora nekako delovati. Torej, parlamentarna ureditev je zame nekaj, kar bi morali izboljšati, če ne popolnoma spremeniti. In ko pravimo parlamentarna demokracija, jaz pravim, ja, pogojno. Zame malce pogojno. Ampak verjetno bo preteklo še kar precej vode, ne, preden bomo sposobni sploh razmišljati v to smer. Naslednje vprašanje, struktura radikalizacije. V knjigi ne secirate zgolj posameznih afer, ampak razkrivate mehanizme. Bi lahko rekli, da desni populizem deluje kot neke vrste celo kulturni, seveda v navednicah, projekt, kot dolgoročna preobrazba jezika, vrednot in simbolov, in kateri mehanizem je po vaše najnevarnejši? To se pravi relativizacija sovraštva, oziroma normalizacija sovraštva, relativizacija zgodovine ali že omenjena delegitimizacija sistemskih institucij? Mislim, da ne gre za noben sistem.
ker na desnici nažalost ne vidimo ljudi, ki so tega sposobni, ne več. Oziroma jih ne slišimo, kot da so izginili. Bilo je intelektualcev na desnici in normalno je, da so, ampak jih ne slišimo več nobenega. Slišimo samo populiste in najslabše, ne. Tisto, kar pravzaprav izraža osnovni postopek desnice v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, vidimo še hujše primere naokrog, to je prostaštvo. Padec v prostaštvo, kar pomeni neverjetna vulgarizacija jezika, uničevanje, na to je treba biti pozoren, uničevanje materinščine. Slovenščina se uničuje z desnim populizmom, ne pozabite tega, nasprotno tistemu, kar oni trdijo, da so pač čuvaje, ne, tradicije, domoljubje in ostalo, ne. V tem je osnovni problem. Prostaštvo, ki je, pravi, ne samo diskurs, ne samo populizem, ampak so geste, obnašanje, oziroma neobnašanje, odsotstvo obnašanja in nekakšne uglajenosti, nekakšne diplomacija ne obstaja več, ki je bila vzor hinavščine in elegance, bi rekli. In zdaj pač žalujemo, da ni več elegance, hinavščina pa je ostala v najbolj eklatantno vulgarni obliki. Ja, pravzaprav bi lahko rekli, da ni zgolj normalizacija sovražnega govora, ampak je že banalizacija sovražnega govora, najbolj pravi v bistvu izraz. Veste, samo eno bi rekla, ker mislim, da je ključno, da razumemo. Mi smo, pravim, Evropska skupnost je v celoti izpadla iz sistema izboljšanja jezika in javnega diskurza s svojimi šolskimi programi. Mi je zelo žal. Ukinila je elitizem šole, ukinila je klasično gimnazijo, ukinila je klasične jezike, ki so sistem, to ni to, da sem jaz klasična filologinja, pa svojo stroko, ki itak ne obstaja več. Ne, nekaj drugega je. Klasični jeziki, struktura, posebej slovnica, je mehanizem, ki vpliva na možgane, na nevrone. Nekateri nevrologi so že pisali in govorili o tem, da slovnična struktura organizira nevrone na takšen način, povezuje jih na takšen način, da ustvarja strukturo, na katero se lepijo druge strukture, ne, v učenju, v sistemu izobraževanja. Tako da, če hočete, ja, učite grščino in potem boste res pametnejši. V tem smislu, da boste lažje se učili tujih jezikov, da boste lažje povezovali, da boste imeli več prostora za imaginacijo in za svobodo mišljenja. Končno, če ste sposobni brati antične tekste, potem boste dobili milijon primerov, kako se državljan obnaša, kako se lahko obnaša. In ti primeri sploh niso zastareli, tako so aktualni, da je pravzaprav srhljivo. Tako da, in samo to, jaz sem v tej svoji knjigi samo iznesla osnove, ampak to bi pa rada v nekem trenutku, če bom imela časa še, če mi je dano, bi analizirala. Joseph Goebbels je svoj sistem, ki je pravzaprav osnova vsega, kar se danes dogaja v populizmu, svetovnem, globalnem populizmu, zasnoval na tem, on je bil učenec klasične gimnazije, seveda, vse druge ni bilo. Si moral imeti grščino, latinščino. In on je svoj sistem tega populističnega sovražnega govora zasnoval na antični retoriki, ampak ne na pravilih, ampak na napakah, ki so navedene v vseh retoričnih učbenikih retorike. Torej, napake je izkoristil za sistem. In tega, nažalost, pač se ne zavedamo, zaradi tega, ker smo popolnoma pozabili, kaj je retorika in tako naprej. Ampak bi veljalo to prenoviti in videti, kako je zlorabil znanje in ga izkoristil za nekaj res. Kar široko razprtimi rokami povzemajo, ne, v bistvu zdaj v današnjem času. Ne, da bi vedeli karkoli o retoriki in ostalem, ampak prevzamejo te osnovne, če hočete, module, ki jih je Goebbels postavil. Tako. Ampak tudi ti moduli prvenstveno, ne, ciljajo na šibkejšega človeka, ne, ker je z njim lažje manipulirati in potem iz tega gradi hierarhijo navzgor v sovraštvu, ne, tako da. Seveda, ideja desnice pravzaprav je v tem, da proizvede kolektivne psihoze, različna psihotična stanja, ki so kolektivna. In ko enkrat imaš ta psihotična stanja, potem pa z njimi lahko manipuliraš.
oziroma izmišljuješ si potrebe, ki naj bi jih imeli, motive, ki naj bi jih imeli in rezultate, ki naj bi jih dosegli v svoji tej psihotični situaciji. O institucijah. Če pogledamo antropološko, kaj se zgodi z družbo, ko začne izgubljati zaupanje v institucije. Ali je razkroj zaupanja pravzaprav tudi politično motiviran oziroma načrtovan in ali se državljan, ki se trudi za preživetje, sploh lahko zaveda, da izgublja tudi osnovne temelje na vseh ravneh, dokler ni že prepozno. Točno to. Namreč institucije so nekakšni čuvaji demokracije, parlamentarne demokracije in obenem so izkušnja za vsakega državljana. Jaz mislim, da tukaj v tej sobi bi morda našli enega, ki je zadovoljen z institucijo. Vsi jih sovražimo. Jasno. Ampak ohranjanje institucije je nujno. V tej fazi demokracije, v kateri živimo, je nujno imeti institucije in prvi znak diktature, ki se je zgodila pod Janšo leta 2022, je kraja inštitucij. To je prvi znak, po katerem prepoznamo diktaturo. Da pač en človek oziroma ena skupina počasi pravzaprav ukinja, sterilizira, anestezira inštitucijo, jo prevzame in potem gre naprej. In potem na koncu celotnega procesa ta narod ima vtis, da je tisti, ki je vodja, res opravil ogromno dela, kar je laž. In to se recimo vidi zelo jasno v mnogih diktaturah, ki smo jih imeli v 20. stoletju, grška, španska, portugalska predvsem, nekatere južnoameriške. In to je, da zadeva pa prihaja od Hitlerja in Mussolinija, saj so gradili poti, a ne? Ja. Ceste so gradili, prosim, to je prvi znak diktature, da gradijo ceste, kar so preskakali inštitucije, kar so kradli inštitucije eno za drugo in na koncu proizvedli ceste, ki so koristne, ampak moramo vedeti, da je to res znak diktature, ne? Torej, ko Janša začne graditi ceste, kar seveda v določenem času ne bo, kar je bolj pomembno, da se denar vzame prej. Tako, treba najprej nakopičiti. Ja, ne bo šlo. Domoljubje, tudi ena pereča tema dan današnjega in tudi v vaši knjigi. V več esejih analizirate instrumentalizacijo naroda, v bistvu, ali je nacionalna identiteta v sodobni politiki emocionalni kapital in kdaj domoljubje postane performativna gesta in kdaj ni več etična drža, pa še pod vprašanje je morda največja nevarnost prav v tem, da se pojem narod izprazni vsebine in se napolni s politično uporabnostjo. Seveda je problem z domoljubljem večstranski. Prvo, jaz občutim domoljubje do Grčije, do Portugala, do nekih delov New Yorka. Obožujem dolino Mississippija. New Orleans je moje mesto. Torej, kar se tega tiče, vse, kar mi je všeč, vse, kar mi je recimo ljubav do tega planeta, je oblika domoljublja. Kako koncentrirati to domoljubje na tisto, kar ti naj bi res bilo organsko v tebi, je popolnoma nemogoče. Domoljubje je prekrasna, uporabna in občasno smrtonosna laž. Lahko pa imaš rad ljudi. To je nekaj čist drugega. Torej, ni nujno, da domoljubje, pustimo ga pri miru, saj je proizvedlo toliko dobre poezije. Ja. Pa umetnosti nasploh. Naj živi domoljubje, nimam nič proti, nobenega domoljubja. Imam tudi, če hočete, tudi svoj košček domoljublja za Slovenijo, ki sem prej, ko sem bila mlada, sem alpski pejzaž videla kot materializirani kič. Danes pa imam rada, no, nimam kaj, ne? Tako da, kar se tega tiče, pustimo vsakemu,
da si izbere področja svojega osebnega imaginarija, v katerem bo imel rad to in to. Pustimo te možnosti, a ne. Konec koncev smo iz eksotičnih držav zdaj pripeljali okrog 1000 Slovencev, ki so za določen čas in denar pozabili domovino. Torej, bodimo resni z domovino in z domoljubjem. To so zelo osebne zadeve in ko osebne zadeve postanejo španska državljanska vojna v 30 letih, se zadeve spremenijo, ne. Ker tam očitno ne gre za domoljublje, ampak gre za narod, za ljudi, za pravico, za proti fašizmu, ne, in tako naprej, in tako naprej. Torej, domoljublje je nekaj, kar je zgodovinska kategorija, kulturna kategorija, ohranimo ga, absolutno, ampak pustimo ljudem, da danes v tem novem svetu pač izbirajo po svoje ljubezni. Poskušajmo nekaj, zame je to morda edini izhod za domovino in to je, da se domovina prelevi v ljubezen do narave. Da domoljubje postane ekoljublje. To bi morda bila rešitev in tako vidim možnosti, da se pač v Sloveniji eksperimentira z možnostmi ljubezni do narave, ekologije, lastnega vzgajanja, hrane in tako naprej, in tako naprej. Torej, ekoljublje. Ekoljublje, super. O strahu. Strah je očitno močno politično orodje. In zadnje čase opažamo nek nov pojav, ki ga prej nismo v tej meri, in sicer tišina strahu. Strah pred izpostavljanjem, pred izgubo položaja, pred družbeno zavrnitvijo in opažamo, da v resnici zdaj postajamo ljudje notranje cenzure. S tem se srečujemo na dnevni bazi, čeprav smo glasni in poskušamo in vendar malček premisliš in že razmišljaš tudi o morebitnih posledicah. Tako da ali živimo obdobju te notranje cenzure in smo prišli tako daleč, da v resnici zunanje niti ne potrebujemo, in kaj menite o družbi oziroma o narodu, kjer pogum postane že izjema? Jaz se bojim, da je to univerzalna situacija zmeraj, da je večina ljudi ustrašena. Ustrašena prvič zaradi tega, kar se vsi zavedajo smrti, drugič zaradi tega, kar praktično nihče v današnjem svetu, razen zelo, zelo majhnega števila, ne more zase osigurati fizično, materialno, zdravstveno sigurnost, tega ni. In pa ne moremo, ta naša imaginarna zavarovalnica ne deluje dobro. In od samega otroštva pravzaprav osnovno sredstvo izobraževanja otroka je strah. Dajmo se zavedati tega, da svoje otroke izobražujemo s tem, da jih ustrašujemo. Ne smeš tega, to je grozno, to je nevarno in vse ostalo. Seveda je potrebno ukazati točno to, kar je nevarno, točno je treba ohraniti vsake možne nevarnosti. Ampak da bi to izzivalo konstantno stanje strahu, je nekaj čist drugega, je pač posledica družbenih odnosov. In mi v Sloveniji se ne zavedamo, mislimo, da smo socialno ne vem kako varni, ampak revščina v Sloveniji je izrazita. In je recimo veliko bolj izrazita kot na Češkem in na Slovaškem. Mi pa mislimo, da smo napredni, da smo boljši od Češke in Slovaške. Tam so socialni odnosi takšni, da je revščine manj kot v Sloveniji. Torej, to je možno. Tudi v državah, ki niso bogate, tudi v državah, ki niso vplivne, tudi v državah, ki se občasno v Evropski skupnosti obnašajo grozno, ampak še zmeraj je revščina manj izrazita kot tukaj v Sloveniji. Torej, prva zadeva, ki zdravi od straha, je normalno življenje, brez revščine. To je prvo. In potem pa gremo kar nekaj točk, bi lahko našteli, ni nujno, kar jih manj ali več vsi poznamo, vprašanje je, kakšen je vrstni red.
Vaša kritika ni enodimenzionalna, čeprav knjiga pravi z naslovom Zoper desnico, ne. Na določenih oziroma v določenih esejih se dotaknete tudi napak levosredinskega prostora. Zdaj pa me zanima, ali kompromis v času radikalizacije lahko postane oblika sodelovanja in celo pomaga pri razkroju, in ali lahko politični center preživi, če izgubi moralno hrbtenico? Seveda ne. Tisto zadnje ne. Center ne more preživeti, če izgubi hrbtenico, ker potem je lahek plen desnice, konec. Nimamo kaj. Na drugi strani pa imamo problem, da mi pravzaprav v Sloveniji nimamo desnico, nimamo pa konservativce. Konservativci so ena poštena populacija, ki neguje določene vrednote, ki se nam morda zdaj zdijo oziroma so se zdele neuporabne, preživeli in tako naprej. Ampak ko danes vidimo sodobne konservativce, tako imenovane konservativce, ki nastopajo zoper pravic žensk, zoper pravic otrok, ne pozabimo, to je res sovraštvo do otrok, ki ga javno kažejo. V tem primeru pa nimamo kaj. Moramo reči, da pač konservativcev enostavno ni. Ker konservativna tradicija je ponudila kar nekaj rešitev, ki so bile dokaj sprejemljive in tudi socialno uspešne. Nič takega ne obstaja več. In pa še en problem je, in to je, da si desnica prizadeva, da pač reagira na vse, kar predlaga recimo levosredinska koalicija, s tem, da spodbija od spodaj, ampak zelo globoko od spodaj. In to je zelo resen problem, ne. Tako da v slovenskem parlamentu že dolg čas nimamo debat, ki smo jih poslušali v 90-ih. Se strinjam, ja. Ali torej vidite Slovenijo kot del širšega evropskega vala iliberalizma, ne? To je zdaj novi pojav, ko struktura v bistvu ostaja, vendar vsebine pa pravzaprav ni. Vsi mislimo, da živimo v enakem sistemu, pod enakimi pogoji, v resnici pa nič več ni tako, kot bi moralo biti. Jaz mislim, da iliberalizem je samo termin trenutno uporaben, ampak ne preveč, termin, ki pravzaprav govori o diktaturi. Govorimo o diktaturi, to je pravi proces. In diktatura je nekaj veliko bolj seveda kompliciranega kot samo bolj ali manj komične figure diktatorjev iz preteklosti. In pa tisto, kar se dogaja danes v tako imenovanem iliberalizmu, je pravzaprav prepoznavno v vseh diktaturah, ki jih poznamo. Tako da dajmo, ni nujno izmišljati termine, ostanimo pri recimo jasnih in predsebnih. Torej je samo tranzicija v diktaturo. Absolutno. In seveda tranzicija. Tranzicija je tista prevara, ki smo jo pogoltnili s polnimi ustmi. Pa še masna in slasna je bila. Tako kot pustni krop. Tranzicija je bila neverjetna prevara trdega kapitalizma, ki nam je ponudil nekaj, gremo kroz določen čas, pa bomo pač nazaj, 100 let nazaj. To je nekako to obetanje. In seveda tranzicija je pravzaprav prav v postsocialističnem svetu, kateremu je bila namenjena končno, izvala neverjeten val korupcije. Tranzicija je glavni vir korupcije, uničila idejo svobode. Svoboda je zelo komplicirana, torej del tega semantičnega del tega semantičnega življenja je uničila popolnoma tranzicija in končno nas je vse pripeljala v situacijo, da ne mislimo o spremembah. Da ukinemo popolnoma idejo revolucije, ki je nujna. Politični spomin. Bistvo v resnici vaše knjige. Ali kaj se zgodi v bistvu z družbo, ki izgubi kontinuiteto lastne zgodovinske izkušnje, če se lahko tako izrazim? Ali sploh obstaja možnost
pri poplavi vseh informacij na dnevni bazi se dogajajo, potencirajo se stvari, ki sploh niso relevantne za naš obstoj, niti za obstoj države, niti ne vodijo v prihodnost, samo v tistem trenutku so kot neke pasje bombice, no, če lahko rečem. In tukaj izgubljamo spomin, tukaj se relativizira in v resnici se ne spomnimo niti več, kaj se je dogajalo včeraj. Dokument, ki ste ga objavili oziroma zapisali, nekako analizira in secira skoraj da po dnevu, kaj se je vse dogajalo. Ali smo sploh sposobni vsega tega spomina in ko pridemo od začetka do konca, se bomo res še vsega spomnili ali spet toliko vseh informacij, da se preprosto izgubimo v tem, da nam ostane samo neka rdeča nit. Ja, problem je predvsem v pismenosti. Pismenost je ključ. In to je, da razen šol imamo cel program, ki dopolnjuje šolsko izobraževanje. In to smo v socialistični Jugoslaviji, bojim se, imeli kar nekaj tega. Prvič imeli smo tiskane medije, drugič imeli smo televizijo, ki je prenašala ogromen del kulture, ne samo aktualne gledališča, TV drame, ki jih praktično ni več, ne, razen kriminalk, uspešnih kriminalk. Imeli smo televizijo, ki nam je ves čas predvajala dokumentarne programe in staro kinematografijo. Tega ni več. Večina tukaj se pojma nima o filmih 30. in 40. let. Ne? In ko jih enkrat gledamo, pravzaprav ne razumemo tega filmskega jezika več. In zadeva je zelo resna, ker pravzaprav vse, kar sem o filmu vedela, razen mojih, jaz sem praktično celo svojo mladost pač presedela v kinoteki, to je bila moja zabava, vsak dan. In pa tega sem tudi dobila doma, na televiziji. Stari filmi so se vedno predvajali, prvič zaradi tega, ker so bili poceni, oziroma brezplačni. Ampak na drugi strani ste pa imeli vedno v glavi, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo. Recimo Viasat History je eno takih kanalov, ker lahko gledate zgodovino druge svetovne vojne, ker je filmskega materiala ogromno, še neizkoriščenega in še neodkritega, tako da nimate dvoma o tem, kaj je rat na Pacifiku, vojna na Pacifiku. Kdo danes ve, kaj je bila vojna na Pacifiku, če slučajno ne gleda kakšen ameriški film. Torej, ključno je ta občutek zgodovinskosti, ki ga določena država, določena kultura neguje. Naša država to prepušča ljudem, prostovoljcem, entuziastom, ki so recimo borci zoper fašizem, to je osnovno, ne? Manifestacije na Primorskem, ki so tako pomembne, ki so ključne za naš občutek zgodovine, pa tudi nič manj v vzhodni Sloveniji in tako naprej. Te debate so se sicer zelo skrčile na samo eno vprašanje, in to je tisto vprašanje, koliko so partizani pobili, ne, in tako naprej, ne. To je enostavno propadlo, čeprav je ostalo v zgodovinopisju na vso srečo. In torej, če hočete, prvo sodelovanje znanosti, zgodovinske znanosti in medijev, kar se ne dogaja. Drugo, da so mediji danes bi morali biti veliko bolj občutljivi na kulturo, kot so. In pa tretje, seveda, veste kaj, televizija Srbije, takšna kot je, res grozna institucija, ampak vsak večer imajo kulturo, ki je neodvisen program. Mi bi morali enako, ampak veliko bolj prodorno, če hočete, ker slovensko gledališče je fenomen, ki na Balkanu nima para. Recimo, ne. Smo v obdobju, kjer tudi tehnološki razvoj doprinese svoje, ne? In absolutno pridemo do digitalnega prostora, to se pravi do družabnih medijev, ki pa so po svoje tudi laboratoriji radikalizacije kot take, ne? In ki tudi ustrezajo konec koncev kompletni logistiki
tranzicije v diktaturo, kot smo jo poimenovali, kajti neukega človeka, ki se raje instant zabava, ne, nekje, oziroma vse svoje frustracije lahko tudi tam mirno in brezplačno spravi na plano, ne, lažje obvladuješ in ti je bolj tudi podložen, ne. Tako da menite, da je v današnjem času potrebno tudi tukaj narediti nek restriktivni v bistvu rez in ločiti, kaj je v resnici ta laboratorij, do kam lahko seže in koga v kakšni meri spustiti, ali je to prepuščeno pač vsakemu posamezniku? Ja, nažalost je to drugo, ne. Jaz bom začela s tem, da obožujem internet. Mislim, da vsak dan, predvsem zame osebno, antični teksti so dostopni. Ni več, da moram iti v München, da pogledam neko knjigo, ne, v knjižnico. Ne, odprem ta tekst in ga imam pred sabo, to je fantastično. Seveda zaradi tega, ker nihče ne plačuje Homerju avtorske pravice. Ampak na drugi strani je pa tudi to, da študentom ne smem povedati, ampak vem, vsak bi lahko naredil doktorsko disertacijo v 3 mesecih s pomočjo interneta in brez Wikipedije. Wikipedija je karkoli. Oziroma je občasno koristno, občasno pa je res garbage. Tako da je to, kar imamo kot sredstvo, je čisto neverjetno. Izbirate si, kar hočete, se učite globoko, raziskujete, jaz vedno se učim, nimam kaj, ne, se učim praktično celo življenje. Ampak je še nekaj, kar je pomembno in to je, da je v zadnje čase opazujemo, koliko humorja, inteligence, duhovitosti je na internetu. To, kako ljudje komentirajo to, kar se dogaja, je fenomenalno. In na drugi strani pa imate seveda tisto, kar je nizkotno, tisto, kar je samo zmerjanje, najhujši populizem, lažne novice, konstrukti in ostalo. Kako postopati v tem primeru? Ne vem. Inštitucija, ki naj bi kontrolirala internet, ne obstaja. Oziroma tisto, kar je kontrola interneta, je negativna kontrola. In to je vmešavanje v internet najbogatejših, ki potem si izmišljujejo resnico, ki jim odgovarja. Konec. Torej, moramo se navaditi na svet, v katerem je enako pomembno verjeti, ne verjeti, biti v sumu ves čas, ne. In pa inštitucija tukaj ne pomaga preveč, ker se lahko korumpira. Edino, kar pomaga, že spet, pismenost, znanje, pismenost, avtoriteta, ki se pridobi z znanjem, z eksplikacijo, ki je točna, z dokumenti in tako naprej in tako naprej. In to odlično vpliva. Sicer internet je področje, v katerem lahko najdemo tisto, kar nas pač razveseli, ko smo recimo depresivni. In to je odlično sredstvo zoper depresijo, če ga znamo izkoriščati. Jaz vsakič, ko sem depresivna, odprem Opice, mehne Opice in to zame zdravilo. Sem potem že spet sposobna se pač soočati s svetom, ko vidim nekaj teh malih bitij, grem naprej, ne. Torej, je možnosti so ogromne, mi se moramo navaditi na te možnosti, mi moramo razširiti svoje možgane, da so sposobni kot internet, a smo sposobni? Ne, mi imamo možgane, ki so večino v 19. stoletju, ne v 20. ampak v 19. stoletju. In če ne razvijemo sebe, nismo dostojni interneta in ne moremo ga kontrolirati. Mizoginija. Wow. Kar v nekaj esejih v knjigi se tudi s tem terminom spopadete in v bistvu moje vprašanje je, kako je mogoče, da postaja orodje politične v bistvu nadvlade oziroma tudi kaznovanja, čeprav živimo v obdobju, ko naj bi bili enakopravni, ko naj bi bili svobodni in se s tem še pobahamo, ne. Po drugi strani pa vidimo, da je še vedno izjemno prisotna oziroma se stopnjuje. Kako vi vidite to? Ja vidim mizoginijo tako, da mi še zmeraj živimo v patriarhatu. Žal, živimo v patriarhatu, globoko, ne.
in ga ne moremo izkoreniniti, imamo problem, ne vemo, kako narediti to, in osnovna tehnika je, osnovni postopek je, da moški postanejo filofemini. Da moški postanejo feministi, oziroma biti feminist danes ne pomeni biti ženska. Pomeni biti karkoli, ampak da nisi proti. To je osnovno, da nočeš drugega disciplinirati. Veste, zadovoljstvo, užitek, discipliniranje drugega je ogromen. Ne se lagati. To, da ti lahko upravljaš, da ti lahko otroka držiš strogo, pa potem, če nima mamice in ate, pa potem ga daš še hujši babici in dedku, dajmo še bolj strogo, uničimo ga. Mislim, res večina uživa v tem, da ima oblast nad drugim. Ne? In to je tako močno kot seksualni nagon, morda še močnejše. Torej, ko enkrat razvijemo društvo, v katerem se od samega začetka razvija odgovornost, tako da ne smeš drugega uničevati, ne smeš drugega ponižati in obenem moraš biti svoj, moraš braniti tudi drugega in sebe enako, moraš vedeti, kako se obnašati in ostalo. To je pač odgovoren državljan, ki pač ne more biti mizogin. Ne more nikako biti mizogin, ampak veste, tisti, ki sovražijo živali oziroma ne spoštujejo živali, so mizogini po definiciji, ne? Jaz bi lovska društva v Sloveniji, poglejte, Slovenija je majhna in tisto, kar mi je 96. rekel francoski filozof, ki je gostoval v naši šoli, Jean-Pierre Vernant, veliki filozof in veliki borec, partizan francoski, ki je dobil največje odlikovanje Charlesa de Gaulle, prijatelj svobode. On mi je rekel, Slovenija ima neverjetne možnosti zaradi tega, ker je majhna. Lahko si pač izmisli družbene spremembe, ki jih na drugih mestih ne morejo. In ena od teh majhnih sprememb bi ukinila lovska društva. In bi jih prelevila v čuvaje narave. Tako da hranijo živali. Mislim, ta ideja, da medvedom ne dajo hrane, za Boga milega je pripeljala do tega, da prihajajo na smetišča, ne? In podobno. To so tako enostavne zadeve, to je čuvaj narave, ja, ubijte neko žival, ki je bolna, ki je nevarna, kakorkoli že, ki je morajo nekako usmrtiti, ampak ne dajte tujcem za 3.000 evrov, da pobijajo zajce in medvede. Zakaj? To je domoljubje. Ne dam svoje zajce, ne dam slovenske zajce. In pa veste, ta zadeva, ki je Tatjana Greif zadnjič začela to, da imamo šele kakšnih 300 kozorogov. Mi Slovenci svoje kozoroge dajemo, da jih pobijajo Italijani, a smo normalni. Res je treba zaščititi to, kar imamo. In to polno pravico imamo, da to zaščitimo. Polno, če hočete, prerogative imamo, vse imamo, samo tisto, kar manjka, je volja. Volja, tako. Bom eno anekdoto tu dodala, danes sem prebrala komentar na eno svojih objav, ki se navezuje ravno na ljubezen do živali, ne? In sicer mi je nekdo iz društva ljubiteljev pirotehnike zapisal, ne? Da pač ne bodo šli volit in boj, da jih je 300.000, samo zaradi 3 žensk, ki so sprejele zakon, ki prepoveduje pirotehnična sredstva. Tako da, če izgubimo, vemo, ne, kdo je zdaj. Poceni kulpabilizacija. Ampak veste, kaj je treba razumeti? Buka oziroma buma, ne, to je pač osnovno sredstvo zoper demone. V teh starih civilizacijah in vse to proizvajanje buke, denimo med karnavali, med pustoma, ne, je nujno, da odklonimo duše mrtvih, ki so seveda maščevalne, ki pač pridejo gor spomladi v obliki rožic in pa se hočejo maščevati. In to govorimo o mediteranski kulturi, kjer rožice izhajajo v februarju. Torej, in pa hočejo se maščevati. Kaj naj naredimo? Proizvajamo buko, močne glasove, obnašamo se tako, kot se ne obnašamo normalno, torej smo pijani,
ali pa smo nori, to je karneval, pa to še ni vse, spremenimo videz, damo maske. In smo na tistem fenomenu, ki je tako pomemben za evropsko in za vse civilizacije, gledališče. Gledališče zaščita od mrtvih. Vsi postopki so not. In ko se tega zavedamo, ko to poznamo, ko poznamo zakaj, potem se pa drugače obnašamo tudi do fantov, ki pač izživljajo svoj rit de passage, torej ta prehod v moškost, na ta način, da si kupujejo petarde, kajčmo, in pokajo petarde. In jaz bi jih imenovala klub ljubiteljev manjšega števila prstov na roki. Ker pravzaprav to proizvajajo sebi, ukinjajo, odkinjajo prste ali pa kakšno oko, vse v redu. Torej, ta klub je tako neresen pravzaprav in tako patetično pravzaprav išče, da mu damo neko pozornost. Ti fantje iščejo pozornost, mi jim pa ne damo. To je tudi res. Naj bo to zadnje vprašanje danes z moje strani. Verjamem, da bo še med občinstvom kdo zastavil kakšnega svojega, in sicer bolj teoretične narave zopet. Če bi morali natančno opredeliti jedro, rdečo nit svoje knjige, ali v njej svarite pred konkretno politično opcijo ali pred transformacijo samega pojma demokracije? Ja, veste kaj, moj pisateljski znanstveni ego hoče tisto drugo. Moja tuzemska narava, moj karakter pa hoče škoditi desnici. Če ne možno. Hvala za vse odgovore. Zdaj pa, drago občinstvo, Svetlana je vaša. Če želi kdo karkoli vprašati, sicer vas tamle na koncu čaka Ana s knjigami, dobrodošli, da jih vzamete tudi domov. Mislim, da vam je pripravila še ene prav posebne torbice, tako da se jo splača obiskati. Bo pa vsekakor tudi vsaka knjiga, kdor bo le želel, dobila tudi avtoričin podpis, kar je pa še posebej vredno. Tako da, če pa kdo želi karkoli vprašati, pa lepo prosim. Ivo, izvoli. Jaz mislim, vi ste vulkan razmišljanja in znate to uviti v ta optimističen humor, pravzaprav, s čemer vsi se branimo s humorjem, ko pridemo do konca. Jaz mislim, da je, eno vprašanje imam za vas, in to je, demokracija, parlamentarna demokracija je v še hujši krizi kot varnostne, vojaško dominirane in z temi vojnimi kapitalističnimi kompleksi, vojaškimi producirane situacije, v katerih živimo. Ampak kaj je boljše od parlamentarne demokracije v tem trenutku? Niso jaz sem imel privilegij, da sem v 12 državah služboval. In ko rečete demokracija, tudi parlamentarna, vidim Švedsko in Norveško. Tam to še vedno funkcionira. Moje strašno razočaranje je bilo 10 let članstva v Evropskem parlamentu. Ko sem prišel tja, sem verjel temu, da je to tempelj demokracije in parlamentarizma. Ko sem odšel, sem bil vesel, da sem se znebil
tega, ker je v resnici ena žalost in vsakem mandatu je večja žalost, kot je bila na začetku. Ne. Zdaj, niste konkretno govorili o propadu demokracije in parlamentarizma v Sloveniji. Ne. Ampak spet sem imel privilegij, 3-krat sem bil izvoljen tukaj v tej državi, tudi v ta slovenski parlament. Ne. In vem, da je bil pred 20-30 leti vsaj tako kvaliteten kot v drugih državah z neko tradicionalno demokratično podstatjo. Ne. Nažalost smo se mi tiste demokratičnega dela slovenske zgodovine, ki bi nas lahko konstituirala kot moderno demokracijo, na en klavski način znebili. Ne. Noben ne ve več, kateri Slovenci so bili v avstrijskem parlamentu in zakaj so se zavzemali. Ne. Noben ni pripravljen priznati niti Cankarju, niti ne vem, intelektualcem ali pa gospodarstvenikom pred letom 45, ne, da so karkoli ustvarili, na čemer bi lahko ta država, ta majhna država, ne, ki drugi mislijo, da imamo velik potencial, mi sami se pa tega ne zavedamo in ga uničujemo še tistega, ki je na pokopališčih. Ne. Recimo, tisto, ko sem vas poslušal, ne, kje so te prelomne točke, ne, kjer smo kapitulirali kot potencial. Zame je recimo ena izmed najbolj pošastnih stvari, ki se je zgodila, zavračanje na referendumu nagrad slovenskim umetnikom. Ne. To je podn. To je isto kot požiganje knjig v Tretjem rajhu. Tu smo, do tod smo prišli. Ne. In potem je sploh nesmisel in v bistvu ena iluzija razmišljati o tem, da se da tu še kaj popraviti. Ne. Jaz nisem pristaš revolucije. Ne. Moj sin je. Ne. Ampak rad bi pa verjel v to družbo in v to državo. Ne. Zdaj bom končal. Jaz to zlorabljam trenutek, ko sem tukaj. Ne. Ampak bom nekaj povedal. Ko sem bil veleposlanik na Dunaju, sem organiziral koncert ob 200-letnici Slovenske filharmonije. Ne. Že sam ta jubilej so nam strahotno 300-letnico smo praznovali, 1701. Ne. In velike plakate smo dali na Dunaju in tako. Ne bom vam povedal, kako sem uspel ta koncert izpeljati z tujim denarjem, z avstrijskim denarjem, pa je bilo 2200 ljudi v Siegvereinu. Ampak tisto, kar se mi pa zdi pomembno, da ostane, ne, je to, da je k meni prišel en človek v veleposlaništvo in je rekel: prinesel sem vam ček za 30.000 nemških mark takrat. In sem bil presenečen, kaj je zdaj to. Ne? In je rekel: veste, jaz sem grof Herberstein in moja domovina je še vedno Slovenija. Ne? In potem mi je pokazal svoj poročni list in svoje spričevalo iz šole, ki je hodil v slovensko šolo. Ne? In potem je rekel: edino, kar jaz lahko pričakujem od vas, je, če mi pomagate ugotoviti, kje so končali moji starši. Zdaj bom to zaključil. Jaz sem imel veliko takšnih stikov, ko sem bil veleposlanik na Dunaju. Ne?
veliko ljudi, ki so nam ponujali šanso, da se integriramo mogoče v tisti kulturni prostor, iz katerega smo odšli in kateremu smo veliko prispevali. Ne? Mi smo slovensko kulturo prinesli tudi na Dunaj. In to je tam ostala trajna vrednota. Ne bom zdaj našteval tam je en magister Levstik, ki vse ve o tem. Ne? Ampak nekatere stvari sem pa vedel, ne? O 15 dekanih in rektorjih Dunajske univerze, ki so bili Slovenci. Ne? Mi bi se morali vrniti k svojim koreninam. Potem bi tudi povratek k normalnemu diskursu, spoštljivem diskursu, normalnem, inteligentnem diskursu bil lažji. Ne? To je pri roki, imamo to orodje, ne? Pa se ga ne poslužujemo. Oprostite mi, da sem si dal duška in predolgo govoril. Absolutno se strinjam z vsem. Moram priznati, veste, ko sem rekla za ekoljublje, obstaja še eno ljublje, ki je tako pomembno, to je, da se zaljubiš v določeno državo, ne? Ki postane tvoja domovina. In jaz sem se zaljubila v Slovenijo, to je bilo spomladi leta 1975. Šla sem na Dunajsko univerzo pogledat seveda kip Frana Miklošiča, ki je zame, jaz imam svoje svetišče in v njem so slovenski lingvisti. To je posebna skupina, počez Jernejem Kopitarjem, brez katerega ne bi bilo balkanskih jezikov danes. Srbohrvaščine predvsem, ki je moja materinščina. In sem se hodila pokloniti Franu Miklošiču, ki je zame absolutni genij. In na spomeniku Franu Miklošiču je pisalo Čušen Raus. In v tem trenutku sem se zaljubila v Slovenijo, konec. Ne more me nihče odljubiti več od tega trenutka. Ampak to, da odgovorim na vaše ključno vprašanje, jaz sem za revolucijo, čeprav sem zelo stara. Ne morem drugače, mi je zelo žal. Za spremembe, ki morajo biti temeljne, danes morajo biti temeljne, ker se nam temeljno ruši vse, kar imamo, kot sistem obstanka človeštva na tem planetu. Druga zadeva. Kateri sistem bi lahko zamenjal demokracijo, parlamentarno demokracijo? V ruralnih območjih v ruralnih komunah se je izjemno dobro izkazala anarhija. Anarhija je zelo dober sistem za ruralno okolje. Primer španske državljanske vojne, primer zapatistov, pa še nekaj takšnih primerov, ki kažejo, da majhne enote lahko imajo anarhijo oziroma oblast vseh, neposredno oblast vseh, dogovarjanje vseh, ves čas. Tega imamo v majhnih žepkih v Afriki, v Severni Afriki posebej, v mnogih drugih ruralnih srenjah na tem svetu je treba preučiti, prenoviti, eventualno pač tem evropskem kmetu, ki se je pozabil, vrniti nekaj teh prerogativov, ki bi jih imel. Za razliko od mesta, v katerem vidim to neposredno demokracijo na drugačen način. Vidim predvsem nek sistem, nek hierarhični sistem zasnovan na kulturi in znanju. To je drugačen družbeni sistem, torej dvojni sistem bi morali imeti, če hočete, po revoluciji, kako jo jaz mislim, brez krvi seveda. Ne pozabiti, jaz sem doživela in sem sodelovala nekako zelo postransko, ampak sem sodelovala v edini revoluciji 20. stoletja, ki ni bila krvava. In to je revolucija 68. leta, ki je spremenila vse. Spremenila je to, kako smo oblečeni, kako izgledamo, spremenila je lase, ki jih moški lahko imajo, dokler hočejo, do 5, če hočejo. Hrano. Spoznali smo ekologijo 68. leta. Prvič smo se vprašali, kaj mi delamo s tem planetom. Torej, ta revolucija je tako spremenila človeštvo, da jaz verjamem, da so takšne revolucije možne. Še zmeraj možne. Posebej zoper takšno diktaturo, ki jo danes imamo kot osnovni prevladajoči sistem na tem planetu in vojno. Edino, kar je lahko res končalo vietnamsko vojno in sploh te azijske vojne, so bili študentje oziroma gibanje v Ameriki in v celem svetu.
Mi smo protestirali proti okupaciji Laosa, Kambodže in Vietnama tukaj v Jugoslaviji. Ne? Torej, in za Palestino, naj se spomnimo tudi tega. Ne? To je bila državna opredelitev. Torej, možnosti so spremembe in to dvojno, če hočete, urbano in agrarno urejevanje življenja bi, po moje, bilo možno. Ampak to je seveda, to je samo začetek debate. To so moje neke ideje, ampak začetek neke širše debate bi bil nujen. Že spet moji srbizmi pač kar pokajo, ko veliko govorim. In pa bilo bi nujno začeti premišljevati o načinih spremembe družbenih odnosov v Sloveniji, ker današnji so neznosni. To, da večina medijev govori pozitivno o bogatstvu, je sramota. In ta nacionalna sramota se mora ukiniti, spremeniti. Bravo. Zdaj pride do narava. Še eno vprašanje. Seveda, se opravičujem. Izvolite. Ja, spet bom zlorabil priložnost. Zdaj, v naslednjih dneh bom v situaciji, da bom na treh mestih moral govoriti o situaciji v svetu, kako jo vidim in kako si jo razlagam. Potem sem potegnil na dan eno majhno knjižico, ki je pred nekaj leti razburila cel svet, vse pametne ljudi na svetu. Stefan Hesser je napisal Uprite se, oziroma različni prevodi so tega, zgrozite se. Jaz mislim, da je zdaj trenutek, ko bi se bilo treba zgroziti in ko bi bilo to grozo treba ubesediti. Mi smo imeli v zadnjem mesecu dni 2 javna nastopa politikov, ki so meni dali misliti, za božje volje, ni še vse izgubljeno. Kanadski premier je imel en briljanten intelektualen diskurs. Če bi posvojili 10% tega, kar je on rekel Trumpu, potem bi ta svet šel proti ozdravljenju. Drugi primer takšen je dal španski premier. Zarjut bi bilo treba, da ima človek prav in ga podpreti. Ne pa tako, mi smo še vedno za multilateralne institucije pa za vladavino prava. Urit naj gre vladavina prava takšna Mislim, da bi bila tudi Slovenija bolj zdrava, če bi še en par ljudi upalo zaupiti in se zgroziti. Edinega enega, ki je takšen v tej javni sferi, Uroš Lipušček, smo mi dopustili, da so ga osrali agenti ameriške CIA in naši domači izdajalci. Dali smo 750 000 evrov za ustanovitev enega inštituta, ki je plunil na slovensko samobitnost in na vse, kar smo mi sposobni intelektualno sproducirati. Spet sem bil predolg. Ivo, 3 milijone. 3 milijone. A še to? 3 milijone. Kakšno je vaše mnenje, oziroma če vi imate sploh rešitev tega problema, govorim pa o današnji vlogi in ravnanju oziroma vpletanju Rimokatoliške cerkve na Slovenskem v politiko in v dogajanje in njeno zavezništvo desnico oziroma desnice z njo in tako naprej, ko vpliva v bistvu na vse. Jaz bi zelo rada videla, da Vatikan končno opazi, kako antivatikanska je katoliška cerkev v Sloveniji.
in da jo kaznuje. Mi pa, to je neznosno, oprostite, to je neznosno, ta nedisciplina, to zoperstavljanje pravilom, ki jih recimo moderni Vatikan oziroma zadnji papeži predstavljajo, posebej zadnja dva predstavljata neke humane principe, počasi bodo prišli tudi do LGBT, jaz bi rekla, če bomo živeli v miru. In na drugi strani pa v Sloveniji, oprostite, bi morali katoliški cerkvi ukiniti privilegije, navaditi cerkev, da plačuje davke, ukiniti vso državno pomoč, kar ima dovolj svojih sredstev, in seveda popolnoma ukiniti vsako povezavo med šolstvom in cerkvijo. Veste kaj, modno je, po padcu socializma je seveda nastala ta moda, veliko ljudi je sebe našlo v cerkvi, ne samo v katoliški cerkvi, ampak tudi v drugih cerkvah, to vidimo. In na drugi strani osebno, jaz nimam nič proti katolikom. In seveda obožujem cerkve, jaz imam zelo rada cerkev kot prostor, kot umetniški prostor, tudi kot neumetniški, kot ganljiv prostor, če hočete, nimam nič proti, oziroma obožujem. In obiskujem, celo življenje obiskujem cerkev, ne kot soproga arheologa. In tudi sama, ko sem imela 16 let, sem sama potovala po cerkvah v Srbiji na Kosovem. In vam lahko povem, imela sem 16 let in bila sem sama in me nihče nikoli ni napadal na tem potovanju, divji Albanci in drugi neumnosti. Ampak cerkev mora biti omejena. Naj sodeluje z državo, ne pa z določeno stranko. To, da sodeluje z določeno stranko in ne z državo, je sramota. In da imamo škofa Štumfa, ki v vzhodni Sloveniji in v zahodni Sloveniji na obeh straneh govori ima rasistične izjave in politična priporočila in tako naprej, to je oprostite, ampak to je za sodišče. Ja, ampak a so mi kot družba možni, kdo naj to naredi? A smo zmožni? Država naj to naredi. To smo mi. Seveda, to smo mi končno referendumi, imamo referendume kot možnost. Tudi v tem sistemu zdaj imamo takšne možnosti, pa jih ne. Vsi se bojijo. Volitve so zelo vprašljive zaradi. Zakonsko bi bilo treba prepovedati klečeplazenje slovenskih vrhunskih politikov v Vatikanu. Iz nobene normalne države, v katerih sem jaz služboval, niso hodili na takšen primitiven klečeplazen način obiskovati Vatikan. Pri nas je to prva stvar. Če si črn, bel, rdeč, zelen, Vatikan, tja je treba iti. Pa Emče. Okoli cerkve se bomo vsi soglasili, to ni neko vprašanje, v katerem obstajajo mnoga stališča. Obstaja manj ali več eno stališče in seveda potem pa situacija katoliške cerkve, ki ustrahuje ljudi. Ves čas ustrahuje. V ustavi zapisano ločitev države in cerkve. In če mi kot narod, kot država ne spoštujemo svojih lastnih zakonov, ustave, potem res smo zašli na celi črti. Prvo je treba upoštevati, kaj smo zapisali ob osamosvojitvi v svojo ustavo. In striktno spoštovati. Če je cerkev ločena, je nimaš kaj financirati. Tako. Ali jim pa dati cerkvem prispevek, da naj se preštejejo, naj vsak pač plača svoj klub in to je to. Tako kot v Avstriji. To smo mi dali v program. Bom še jaz tu replicirala pri cerkvi pred leti, mislim, da si tudi ti prišla podpisati, smo zbirali podpise za dosledno spoštovanje 7. člena. Zbrano je bilo 42,000 podpisov, ko sem se jaz na politične stranke obrnila s temi podpisi, ni bilo nikomur v interesu karkoli narediti, ker pač
je to pa le občutljivo vprašanje, ki ga je treba obravnavati s posebno pozornostjo in tako naprej. Ne? Tako da mislim, da se že tu vidi lepo odnos. Jaz sem v parlamentu, da sem bila, če smem še jaz osebno zgodbo deliti, naredila sejo in predlog, da se dejansko upošteva ustavo, določitev države in cerkve, da se ukine vikariat znotraj Slovenske vojske, da se popolnoma stran, in to takrat, ko je cerkev blagoslavljala v policiji, otvoritev osnovne šole. Rezultat je bil, da so se vsi stran obrnili do kvazi levih socialnih demokratov, niti eden ni podprl naših predlogov in vrstili so se pa napadi na mojo osebo, taki zelo privatni, o luptanju med nožja pa taki. Skratka, popolnoma se spravijo na človeka, ki si drzne sploh zahtevati tisto, kar nam pripada. Ne? To je bil pa že v parlamentu, bilo je 5 točk, ki bi določile to ločitev, ampak ni bilo podpore, ne, tudi medijsko ni bilo pokrito, nič, kot da se ni zgodilo. Kot družba nismo sploh še streli za to. To je moje mnenje. Zdaj bom jaz že segrela te rožice. Hvala lepa. Hvala vsem za obisk.